Priprave so končane, projekt Belek zaključen. Kar je bilo predvideno med 1. in 16. februarjem, je opravljeno. Vse je minilo brez zapletov, ob vseh sončnih in le enem deževnem dnevu je bil načrt dela 100% izpolnjen. Pomnimo se še enkrat vseh mariborskih golov na 6 preizkušnjah.
7. je prekinila nevihta, a ni več bistveno vplivala na končno podobo. Edini, ki se ni skupaj s preostalimi člani vijoličaste odprave iz Antalije napotil v domovino, je Ante Šimundža. Trener je iz Turčije odpotoval v Španijo, da po vseh dosedanjih analizah še v živo spremlja nogometaše Sevilje, nasprotnike na četrtkovi evropski premieri v dvoboju španskega prvenstva z Valencijo. V zaključnem poročilu o delu v Turčiji pa je zabeležil koristna spoznanja. Celoten vtis je dober. Vsekako lahko damo eno pozitivno oceno. Vsekako lahko damo eno pozitivno oceno za pristop, za željo, za motiviranost posameznikov. Nasprotniki so bili primerni, fanti so spoznali različne sloge iger, spoznali so najvišji možni nivo, spoznali so srednji nivo. Priprave, kar se tiče namena, so dosegle svoje in tudi nam so marsikatero zadevo razjasnili. Po nedeljskem potovanju bo imela ekipa v ponedeljek prosto. V torek se odpelje na trening v Moravske Toplice, v sredo pa sledi že znan ritual, trening v Ljudskem vrtu in potem odhod v karanteno. Odštevanje je končano. Pred nami je trenutek, ki smo ga nestrpno čakali. Vse, kar se je počelo v preteklih tednih, je imelo v pripravah na dolgo tekmovalno pomlad močno v zavesti prav Seviljo. In otvoritveni dvoboj v razprodanem Ljudskem vrtu. Tempiranje forme za četrtkov spektakel je uspelo. Mislim, da so fantje dobro pripravljeni. Najbolj pomemben je tukaj psihološki vidik. Kar se same fizike tiče, ni nobene težave, v vsaki tekmi smo odtekli zelo dobro. Je dejstvo, da še moramo ujeti malo svežine, kar bo prišlo v naslednjih dneh in potem za psihološka stališča moramo biti maksimalno pripravljeni na izredno težko srečanje, ampak to nam daje samo en motiv več.